SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni ponovno v SBC-vem podcastu Aktualno. Moje ime je Katarina Matejčič in bom danes vaša gostiteljica. Tokratna tema pa vlaganje oziroma investiranje z nekaj konkretnimi nasveti, predvsem za podjetja, ki imajo očitno na bankah preveč denarja, seveda pa tudi za posameznike. Torej, govora bo o delnicah, obveznicah, občinskih obveznicah, zlatu, srebru, bitcoinu, ETF skladih, ki so vezani na vse to, pa seveda nepremičninah, ki jih imamo Slovenci tako zelo radi, in taki so danes moji sogovorniki, ki veliko vedo o tem. Na moji desni Simon Skubin, upravljalec premoženja na trgovalni platformi OptimTrader, in potem dva Petra, najprej Peter Curk iz podjetja Economy in pa še Peter Slapšak, direktor v podjetju Elementum. Lepo pozdravljeni vsi trije in dobrodošli v našem studiu. Živijo, pozdrav. Osnovno izhodišče za današnjo debato je podatek, da imajo slovenska podjetja od konca lanskega leta, trend pa se je nadaljeval tudi v letošnje leto, prvič v slovenski zgodovini več denarja v depozitih na bankah kot kreditov. In sicer je depozitov tam nekaj malega manj kot 10,5 milijarde in nekaj malega manj kot 10 milijard kreditov, kar na eni strani kaže na to, da očitno ni nekih velikih idej za raziskave, razvoj, prevzeme, širitve, modernizacijo, torej to, kar je neka osnovna dejavnost. Več bi se verjetno dalo tudi z dobrim upravljanjem obratnih sredstev, kar pomeni, ne vem, hitrejše plačevanje računov in zato dobiš popust, ne, ali pa tudi pri nabavah, v glavnem pri obratnih sredstev. Če pa že, ne, glede na to, da imamo še vedno povišano inflacijo, sploh v Sloveniji v primerjavi z EU-jem, bi bilo pametno ta denar saj pametno naložiti. Že nekaj časa si tudi vlada prizadeva za spodbujanje in krepitev slovenskega kapitalskega trga, pa se to kar ne zgodi, a ne? In kljub temu, recimo, da je slovenska oziroma ljubljanska borza 7. najdonosnejša na svetu in 2. najdonosnejša v Evropi. Zato najprej vprašanje za vas, zakaj ni več podjetnikov, v končni fazi so to skorajda pol poučenih vlagateljev na ljubljanski borzi ali pa v kakšnih skladih ali karkoli, in raje ta denar pušča na bankah, verjetno celo vpogledna vloga vse skupaj, kar pomeni obrestovano enako nič, a ne, pomeni minus konec meseca, če pogledamo realno. Zakaj se ne odločajo za to? Ni znanja, ni želje, so neke slabe izkušnje, recimo NKBM, konec, ne. Mislim, verjetno neka kombinacija vsega. Jaz bi rekel, da slabe izkušnje so verjetno tukaj največji faktor, ne. Tudi slovenska borza je lahko najdonosnejša, ampak je tudi ena izmed najmanj likvidnih, tako da nekaj večje denarja, če ti plasiraš noter, imaš potem težavo, kako boš prišel ven. Kot drugo, pač tiste slabe izkušnje, ki so v dosti podjetjih, je še zmeraj lastnik država, tukaj nikoli ne veš prav točno, kaj se bo zgodilo. Se bo pa verjetno to s časoma tudi spremenilo. Zdaj, težava je mogoče tudi, kar se kaže na nepremičninskem trgu, da ta podjetja, ki vlagajo nepremičnine, dejansko zelo hromijo stanovanjski oziroma povečujejo stanovanjski problem. Bomo videli, če bo zdaj tukaj v nadaljevanju mogoče prišlo do tega obrata. In zdaj seveda tudi pri določenih upravljanjih vse tiste izkušnje, mogoče s temi balkanskimi delnicami 2.8 na VKBM, ni lih, če si zdaj nek podjetnik, nekega zaupanja, verjetno v zadnjih 20-25 letih nisi dobil vse v finančni sistem in vse igralce, ki so na trgu. Ampak verjetno, ne, glede na to, so to podjetja, imajo tudi neko finančno službo, ki vseeno naj bi vsaj nekaj vedela o tem, a ne. Je res taka velika bojazen, strah, nek odpor do vsega tega? Mislim, ne vem, po mojem je bolj izogibanje nepotrebnim rizikom, ne. Se pravi, zdaj ta podjetja so ponavadi v kakšnih cikličnih industrijah, kar pomeni, kadar ta industrija gre navzgor, oni itak delajo dobro. Zdaj, kadar gre pa navzdol, so pa še zmeraj premajhni igralci, za moje pojme, vsem spoštovani do slovenskih podjetij, ampak so premajhni igralci na svetovnem trgu, da bi zdaj lahko res dejansko toliko poznali trg, da bi lahko pa navzdol špekulirali in služili. Zdaj, tukaj mogoče lahko 10-20 podjetij na svetu, ki lahko po narekovaji trejda negativni cikel, ne, in saj sam ne poznam nobeno slovensko, ki bi znalo, kaj to dela. Tukaj se gre bolj kot za traderje, gre za po narekovaji nabavnike, se pravi, ti imaš nek posel sklenjen, pa potem v bistvu nabaviš. Zdaj, da boš pa ti
to po tradu. Ne v smislu samo trading, ampak mogoče pa najamaš traderja, da saj nekdo reče, ne bomo imeli zdaj milijona po 0, dajmo imeti milijon po 5, ne? Vstopni obrestni meri, da saj inflacijo izničimo. Mislim, načeloma bi skoraj da moglo biti tako, zdaj, zakaj temu ni tako, je treba vprašati samo podjetje po sebi, ampak jaz mislim, da gre predvsem za to izogibanje, zakaj bi zdaj tukaj riskirali. Še posebej, če gre zdaj za neko delniško družbo, moraš potem odgovarjati tudi delničarjem, zdaj pa, da prideš ti z neko idejo, zdaj bomo ponovili nek trading oddelek, se bomo več tudi oni vprašali, zakaj. Res veliki imajo to recimo Krka, ki potem rabi špekulirati, če glede rublja in podobnega in more vse to paziti, ampak to so res izjeme v našem. Ja, to so zdaj to valutno, zdaj da bi šlo pa za neke investicije, kaj tazga. Oni pač preprosto na valutah pač morajo, ampak to gre bolj za varovanje. To tukaj ne gre za investiranje, tukaj oni točno vejo. Mogoče bi jaz izrazil, da mislim, da obvladovanje tega je ključno, ne? In na koncu tudi slovenske nepremičnine so se izkazale kot zelo dober hedge za varovanje proti izgubi vrednosti, tako da jih kar razumem, ne? Verjetno, če v kontekstu nekega povprečnega slovenskega podjetja, ki je bistveno manjše od Krke, ne? Ti timi, ki so v ekipah financ, niso tako veliki, nima izkušenj, že mi, ki smo ukvarjamo v tem trenutku, da smo v kripto, mislim, zahteva kar veliko znanja, poglobljenih analiz, če hočeš dobro investirati, ne govorimo sploh o tradingu, govorimo o investiranju. Tako da jaz mislim, da povprečno slovensko podjetje, ki je bolj, nima znanja in tudi bi bilo nerealno pričakovati, da ga ima, ne. Tako da, če bi želeli upravljati s presežki, bi bilo pa itak najbolj, da se pol obrnejo na neke profesionalce in pri tem pomagajo, niti ne toliko pri tradingu, bolj kakor sestavi portfelja, hedgingu, risk managementu, vse pa odvisno od tega, ne, za kakšen namen ima ta denar tam, ne. Koncev, če bi imeli tako, jaz mogoče ne verjamem, da je ta neto igra na TRR-jih podjetij res 0, ne, zato ker zelo verjetno je, da imajo velika podjetja neke večje presežke, malo podjetja pa gospodarstvo pa ne nujno, ne, tako da bi rekel jaz bolj, da podobno kot pri gospodinstvih, ki imajo 26 milijard hkrati, ne, pa imamo tudi to ni normalna razporeditev tega denarja, ne, in zaradi tega je zelo verjetno, da bi bilo, mislim, da ne more vsak ravno obračati nekega denarja, predvsem ne na dolgi rok, pa da je to gre za investiranje, ne, in ta denar verjetno potrebuje za poslovanje, ne, ali pa ga bojo zelo hitro potrebovali, ne. Kar v zadnjih letih je precej nekega hypa okrog kriptovalut, tudi med posamezniki v Sloveniji, pa sploh cela ta regija Adria, sploh Srbi recimo, so tudi zelo navdušeni nad tem. Imamo pa zelo malo statistike in podatkov, koliko je dejansko vlagateljev, koliko imajo tega, ne, tudi ker stvar še vedno ni obdavčena, ni regulirana. Malo manj poznamo, pa imate vi kakšne stranke, ki pa recimo so podjetja, pa rečejo, bomo pa probali zdaj malo iti, ne, v korak s časom, zdaj gremo v čipe, pa gremo v umetno inteligenco, pa dajmo iti še v kripto, pa bomo en manjši del svojega portfelja pa vložili v kripto, sploh zdaj, ko so od marca tudi ETF skladi. Mi imamo take stranke, upam, da se ne odločijo iz razloga, dajmo biti v skladu s trendi, ker to bi bila zelo napačna odločitev. Jaz tako kriptovalute, Bitcoin, bi najprej odločil Bitcoin, potem so vse ostale kriptovalute, to je ena stvar. Druga stvar je pa se mi zdi, da pri vsakem vlaganju se treba zavedati, zakaj, s kakšnimi cilji in kakšno orodje si primo v roke. Po domače povedano, če rabiš zamenjati gumo, rabiš neke vrste ključev, niso to isti kot izvijati za montirati eno marco, in tudi Bitcoin in kriptovalute imajo v nekem resnem investicijskem portfelju točno določeno mesto, ne. Danes je mesto temu bolj zelo blizu tega, kar je zlato, ne. Tudi zlato se lahko že v obliki tokenov kupi, ne, kjer so popolnoma regulirani izdajatelji kripto tokenov, ki so 100% backupirani z zlatom. Tako da kripto platforme za investiranje pač postajajo bolj, se bliže pač nekim normalnim ali pa tem platformam za investiranje. In ta vloga zlata ali pa dajmo reči, če začnemo z Bitcoinom, je bolj po mojem mnenju neka vrsta zavarovanja proti monetarni inflaciji, ne.
Vidite kakšen poseben vzorec, kdo se odloča za tovrstna vlaganja? So to bolj, ne vem, manjša, nova tehnološka podjetja, so to nekateri, ki imajo velike presežke, pa želijo to razpršiti, ne, imeli smo veliko noč, ne imeti vseh jajc v eni košari. Imate kakšen vzorec, kdo je najpogosteje vaša stranka? Mislim, mogoče bi bil vzorec ta, da so to nek bolj mlad management, niti ne toliko dejavnost, niti ne neka druga značilnost, bolj pač ljudje, ki poznajo dovolj, so se že informirali, razumejo podobnosti med delnicami, zlatom in kriptom. Bi rekel, da so pač, ker so mlade generacije, mogoče managementa, to jim je malo bliže in to je to, no. Vsak ima pač svoje favorite, ne, verjetno se tradicionalni ali pa starejši management pirajo odločil za zlato, v primerjavi z Bitcoinom, sta pa ti dve naložbeni, mislim, razreda podobna v tem trenutku obnašata, ne. Kaj opažate vi? Vi se ukvarjate z zlatom in srebrom, torej najstarejšimi naložbami, ki jih poznamo, ki veljajo kot neko varno sidrišče. Vedno, ko je kriza, se ljudje, vlagatelji radi zatekajo v zlato. Hkrati je to ena redkih stvari, ki jo lahko primemo v roke, dejansko, ne, svojo naložbo lahko imaš fizično doma oziroma bolje v sefu, a ne. Kaj vi opažate, je več tega, da so bile spet relativno visoke ravni cen? Ja, mogoče bi rad samo prej povedal, da kar bom govorim ali pa se navezujem izključno na fizično zlato in srebro, ker vemo, da obstaja, tako kot je Peter rekel, veliko drugih instrumentov vezanih na zlato, srebro, ampak Elementum je specializiran izključno na fizično robo, rečemo temu, ne. Ja, dejansko opažamo že od recimo covida naprej, pa potem, ko se je začela rusko-ukrajinski konflikt z Sberbanka, ne, povečano povpraševanje tudi strani ne samo fizičnih oseb, ampak tudi podjetij. Profil v bistvu še vedno gre to za manjša podjetja, kjer imajo določene viške denarja na podjetju, kjer jih zanima ali pa se zaveda, da jim je pomembna likvidnost in pa razpršitev, ne, ker ko govorimo o fizičnih plemenitih kovinah, lahko rečemo, da je to popolnoma likvidna naložba. In v velikih potem primere zdaj dejansko depozit na banki z obrestno mero, ki je enaka, če upoštevamo inflaciji, vemo kaka, ne, realno negativna, z drugimi alternativami. Zdaj pač za nepremičnine rabiš imeti relativno visoke zneske, pri plemenitih kovinah si veliko bolj fleksibilen, mogoče znanja na delnicah nimajo, pa si morajo vzeti cajt, za kripto mogoče mlajši podjetniki lažje, skratka, različno je, ne. Vidimo pa, da se v bistvu investiranje skozi podjetje v korelaciji z znanjem o teh naložbah, ne. Tako da mi smo zdaj začeli aktivno pristopati do podjetnikov na različne načine, zato da v bistvu vzpostavimo ne vem, zakladnico znanja, informacij, kako kupiti, na kaj biti pozoren, kako z obdavčitvijo, če gre to na podjetje, kako je z likvidnostjo, kam shraniti. Skratka, popolnoma enako, kakor pred 18 leti, ko smo odprli Elementum, ker noben od fizičnih oseb ni vedel točno, kako kupovati, no. Tako da, ja, se povečuje. Mogoče še en zanimiv podatek na banke. Jaz sem ravno 2 meseca nazaj gledal, se pravi, depoziti fizičnih oseb in pravnih oseb so v Sloveniji toliko veliki, da bi z njimi lahko kupili 2-letno proizvodnjo vseh rudnikov srebra na svetu. Se pravi, vidimo, o čem se pogovarjamo, ko govorimo o fizičnem srebru. Čisto nekaj drugega je, ko se pogovarjamo o raznih izvedenih instrumentih na srebro, recimo, ne, to je pa krat 200, po enih ocenah tudi 500-krat več, ne. Tako da zato verjamem tudi, da Slovenci smo zelo konzervativni. Zato tudi imamo toliko sredstev na banki, ko so fizične osebe, in mogoče to malo reflektira tudi na podjetja, ne, da je toliko denarja. In pa po mojem mnenju je zelo pomemben dejavnik, da ne vemo zdaj, kaj bo jutri, ker so zelo negotovi časi in ta izkušnja prve finančne krize 2008, ki je bila za podjetnike, je bila zelo boleča in se zdajle rajš malo, po moje, držijo nazaj,
kakor da bi šli zdaj v neke investicije, take in drugačne. Ena od bolj tradicionalnih in tudi varnih in tudi relativno lahko razumljivih naložb so tudi menice in obveznice, sploh če gre recimo za državne, ne? Če ne gremo zdaj v nekoliko bolj tvegane podjetniške. Hkrati imamo, če ne drugega, na naši borzi NKBM, ki skrbi za likvidnost, in tudi če imaš večji vložek in ga želiš prodati, ker rabiš na hitro denar, ti bodo zagotovili to, kar pomeni, da ta nek moment, da si ostal noter v naložbi, kar se ti recimo lahko pri nepremičnini zgodi, da ne moreš je ti, razen če res pod ceno prodaš, ampak vsi postopki trajajo mesec, dva, tudi če je vse idealno, Pri obveznicah je tega, to je lahko dan, dva. Zakaj se morda večkrat ne odločajo? Zato, ker v tem času, tudi če pogledamo recimo, kakšna je bila zahtevana donosnost na ljudsko, v bistvu si pokrit vsaj z inflacijo. Če greš mogoče malo bolj tvegati, pa ne vzameš lih nemške obveznice, pride že za kakšno 100 točko čez. Zakaj recimo se vsaj za to ne odločajo? NKBM lahko zelo dobro skrbi za svojo vlogo, ki so jim jo podelili, zato da ti si v bistvu vsak dan varen in v bistvu, glede na to, da moramo seveda tudi povedati, depoziti so varni tudi za podjetja, do samo določenega zneska oziroma sploh nič, kar pomeni, da če slučajno ti banka propade, ne boš dobil nič. Tako da Tudi o tem bi se dalo diskutirati, če se pogleda, koliko sredstev je v rezervnem skladu, ki ga sestavlja, katerega morajo plačevati slovenske banke, je tega v primerjavi s temi 20 milijardi za, ne vem, če 1%. Tako da za fizične osebe imaš garantiran do 100.000 evrov, če se ne motim, za podjetja niti to ni. Ja, ampak jaz sem nočem biti provokativen, ampak dajmo malo, mogoče, da bomo malo zanimivo debato. Kdo zdaj garantira za te fizične vloge, Država. Ja, država, ampak država je pa vzpostavila tudi sklad za rezerve, Ta sklad, mislim, Banka Slovenije je vzpostavila, to ni država. No, mislim, da ne vem, če 125 milijonov evrov v tem trenutku v tem skladu. Jaz sem preverjal, vse te podatki so na spletni strani Banke Slovenije, mislim, da je okrog 195 milijonov evrov za 25 ali 26 milijard. To pomeni, to je razmerje. Za fizične osebe. Vse ostalo. In po zakonu v bistvu tudi piše na spletni strani, mora biti ta pokritost 0,8%. Torej, to pomeni, mi govorimo o verodostojnosti in garanciji, ki jo dejansko dava zaupanje v državo, v vlado, ker tako kot je bilo v preteklosti, če se bo kaj zgodilo resnejšega z bankami, jih bo pač država bailoutela, tako kot smo že naredili velikokrat v Jugoslaviji, v Sloveniji. 2013 zadnje pri nas. Tako da mogoče samo toliko o tem, kaj je zares varnost. No, ravno zato. Torej, ugotovili smo, varnost je v bistvu bolj nevarnost, kot varnost. Je bolj to dejansko, da zdaj res dobro poznaš. Poznaš zlato, poznaš katerikoli. Torej, da veš, da si se pozanimal, da si naredil svoj lasten research, poznaš inštrumente, veš torej, v kaj si vložil, veš, kakšne so s tem povezana tveganja. In od tega, če se vrnem k moji prvi misli, zelo težko je pričakovati od nekega malega slovenskega podjetja, da bo vse to vedno. Ker ne moreš obvladati veliko časa. No, zakaj recimo ne obveznice menice? To je stvar, ki tudi z vidika znanja ni pretirano zapletena, zelo jasen je koncept, jasno je tveganje, Zakaj mogoče to ni naložba, v katero se, glede na to, da zdaj poskušamo fizične osebe in sploh za menice je bilo kar nekaj v zadnjih mesecih povpraševanja, tudi prodali so celotno izdajo. Jaz ne maram veliko obveznic, to je prvo, še posebej v tem času, tako da jaz prav nič ne zamerim to, da ne investirajo, zaradi tega, ker so preprosto umetno delali zelo dobro, zaradi tega, ker se nižalo obrestne mere skozi leta in zdaj, razen mogoče kakšnih kratkoročnih obveznic, jaz ne bi tikal absolutno nič. Ameriška je recimo se zdaj pa 4,5 kar je za ameriško državo, ki sicer ima zelo poseben sistem. En podatek, mogoče 30-letna državna obveznica se je maja 2020, če gledamo vrednost, da je recimo 100, zdaj trenutno po 4 letih trguje na 50, tako da ti si izgubil 50% vrednosti, če zdaj prodaš, lahko pa držiš še naslednjih 26 let in v bistvu če primerjamo to z inflacijo, je to popolnoma nesmiseln posel. Tako da jaz res sprašujem, jaz mislim, da na obveznicah prihajajo kar še težave, da nismo s tem zaključili, zaradi tega, ker naslednjih
50 let bo verjetno drugačnih, kot je bilo zadnjih 30 Zato so oziroma bile tudi 35. krivulje po dolgem času obrnjene in to Tako- ni po drugi strani tako. povedalo recesije, kar se je vedno govorilo. Ne? Tako. Krivulja pomeni absolutno v večini primerov napoved recesije, kar se tokrat ni zgodilo. Tako. Okay, če zavzamem malo Nemčije, ampak Mislim, se recimo, lahko- to ni bilo prav hudo. Ne? Te lahko se še bo, ne, ampak ni pa vse tisto, kar se je prej pričakovalo, se ni zgodilo. Tako da jaz mislim, da dokler ne bo prišlo res, če se ne bo zgodila res neka težava, mislim, da bo obveznice še zmeraj se jih bo pač potiskalo malo v stran. Razlika so mogoče te kratkoročne obveznice, ko imaš res nekam zadati 3 mesece, ampak kot je tukaj že kolega rekel, vprašanje, če ima znanje nek mali podjetnik, da lahko zdaj tukaj špekulira na nekih kratkoročnih obveznicah, pa tisto prenaša pa gor, po mojem preprosto se mu ne zdi vredno. No. Mogoče ravno ročnost tista, ne? Pač, mislim, da če govorimo o presežnih sredstvih, ki so lahko, podjetje ima nek cash flow plan in pač v tem smislu vzameš tisto obveznico, ki ustreza ročnosti tvojega finančnega plana. Imaš menice, imaš 3, imaš 6, 9, če pa imaš 12 za mesecev, 30 let preveč denarja, ki ga lahko daš Dobro, stran. to pa nobeno podjetje ne bi v to Tako, vložilo. Ampak Ja, imaš pa ja. menice, ne? In imaš Tako, različnih ročnosti, Ja. hkrati tudi, če se ti pa zgodi, da si kupil 6-mesečno, pa dobiš super projekt, ki ga moraš delno sfinancirati, ravno zato smo Se pa da. preomenili na KBM, Ja. imaš ti likvidnost na trgu, lahko prodaš in te Ja. oni tudi garantirajo in je pokritost bistveno večja kot 0,8%, Ja, kakor sva bistveno. rekla. Ne? Ja. Torej sredstva, ki jih ima na KBM, ravno zato, da skrbi za likvidnost. Kakšna je torej tlele varnost in pokritost, če se gre v Bitcoin? Ja, se pravim, zdaj Bitcoin je spet obstaja ogromno enih načinov, kako lahko se vlagatelj izpostavi Bitcoinu, ne, ali preko nekih delnic, ki so v zelo veliki korelaciji s tem, lahko direktno kupi Bitcoin pri neki menjalnici ali pa platformi, kot smo mi, ki smo bolj naložbene narave. Lahko pa uporablja tudi neke zelo inštrumente, ki so, ne vem, zdaj v Ameriki, verjetno, če sem se pogovarjali malo pred tem podcastom, niti ne vem, če lahko slovenski vlagatelji do tega dostopajo, ampak tudi v Evropi obstajajo na Xetri, v Švici inštrumenti, kot so različne certifikati ali pa drugi ETP-ji, ki jih lahko kupijo in dobijo dostop do Bitcoina. Ne. Najbolj banalno bi bilo in enostavno, pač kupiš Bitcoin, shraniš ključe in to je to. Ne. Kakšna je pri vas neka povprečna vrednost, koliko vložijo, če gledamo pač poslovne subjekte, ne fizične, ne? Koliko dajo? Ja, mislim, moram priznati, da statistik za Slovenijo nisem delal, imamo nekaj strank v Sloveniji, mi sicer poslujemo bolj v Združenem kraljestvu in zdaj na Nizozemskem. Tako, jaz bi bolj omenil mogoče razlog, zakaj dajo. Ne. Tako nekako par procentov je si še smiselno imeti, ne, vse od tega, ne vem, če govorimo 3, 4, 5%, je pa že zelo velika špekulacija. Torej od celotnega naložbenega Ja, portfelja. tako, ne. Do tukaj so tudi neke raziskave, ki pokažejo, da je pač povečanje tveganja, ki ga prinaša kriptovaluta ali pa še upraviči pričakovan povečan donos. Ampak bi se vrnil spet na to likvidnost, ne. Zdaj, v preteklih letih, ko je bil bear market, je bila ta likvidnost ne Bitcoina, drugih kriptov zelo, zelo nizka, ne. Torej, Bitcoin imaš vsekakor nek status si pridobil s temi ETF-i kot neke vrste digitalnega zlata, ne. Medtem ko vsi ostale kriptovalute so pa v tem trenutku še zelo, zelo špekulativne narave. Ne. In če vlagatelj ne pozna ročnosti, ciklov, ki se dogajajo, je tukaj zelo težko karkoli predvideti. So pa mlajše generacije, se pravi podjetnikov ali pa tudi family officeov, ki vlagajo tudi 10-15% portfelja, ne, ampak imajo zraven time ljudi, ki bo znali in tudi kdaj to prodati, ne, ker ni to forever. Za 30 let, ko smo jih prej omenjali. Vedno rabiš nekoga, ki bo potem to delal, in če tega v podjetju nimaš, se potem tega preprosto ne greš. Tako je. No, so pa vedno to seveda samo napovedi in ravno leto 2023 nas je naučilo, da večina napovedi analitikov se ni uresničila, tako da mogoče moraš kdaj pa kdaj imeti samo malo poguma in znanja, da ker drugače, če se analitiki ne bi motili, ne.
Ja, zdaj, bi analitiki, bil jaz svet bi se spet popolnoma vrnil- drugačen. Jaz bi se mogoče spet vrnil na to likvidnost, ne, in te makrolikvidnostne trende. Ne. Zdaj smo še v neki fazi, kjer zelo verjetno, da se makrolikvidnost povečuje, zato kljub temu, da so šle obrestne mere centralnih Ja, bank, ja. recimo gor, to ne prispeva, ni ključen dejavnik za dejansko likvidnost, ne, ker drugi inštrumenti, ki centralnih bank še zmeraj zagotavljajo. Tako da dokler bo ta likvidnost se še nekako povečevala globalna, bojo vse tvegane naložbe šle gor. Ne. Ampak to že vprašanje. No. Jaz spremljam nekatere strokovnjake na tem področju iz tujine, tako mogoče bo to šlo še 12 mesecev gor, pa se lahko cikel obrne. Ne. In potem smo v zmanjševanju globalne likvidnosti, pol pa imajo drugačne vrednostne Druge papirje stvari oziroma drugi pridejo. instrumenti pridejo takrat. Kakšna je pa likvidnost pri zlatu in srebru? Ne, rekli smo, obstaja fizično, torej imamo ga, ne samo ga v nek sef, smo veseli, da ga imamo tam, potem pa recimo se nekaj zgodi in bi to želeli prodati. Kako hitro se da ta stvar pri, Ja. pri fizičnih Ta stvar v naložbah bistvu tudi obrniti? pri fizičnih plemenitih kovinah je prav tako zelo likvidna. Ne? To govorimo o parih dneh, 5 do 7 delovnih dni. Ne glede na to, imate to vi 100 evrov ali pa 100 milijonov, je likvidnost v bistvu enako hitra. To lahko dejansko iz izkušenj povem, glede na to, da 18 let delamo na tem področju. Tako da zato tudi mogoče v podjetju Elementum smo se fokusirali na zlato in srebro, ne mogoče na platino, paladi, ker tukaj pa vidimo, da ni take, bom rekel, likvidnosti oziroma so pol tudi, če govorimo o fizičnem blagu, tudi večje razlike med nakupno in prodajno ceno. Tako da nekje zlato in srebro sta ta dva optimalni kovini v fizični obliki, ki sta namenjeni za ohranjanje ali pa razpršitev premoženja. Nekateri tudi absolutno platino pa paladi vidijo kot favorit, drugače mogoče tudi orodje je zanimiva, ampak jaz osebno ne bi se s tem, bom rekel, igral ali pa investiral. Ne. Mogoče samo še to, kje v podjetjih recimo vidim tudi eno priložnost za plemenite kovine ali pa za neke naložbe, kjer jim vrednosti nihajo. Ne. Vemo vsi, da pač zaposleni so največje bogastvo. Ne. Vemo tudi, da jih želimo imeti na dolgi rok v podjetju, ker uvajati enega novega ti predstavlja stres, strošek in tako naprej. Skratka, 10 let nagrada za delo ob 10. obletnici, 20, 30, to je zelo predvidljiva zadeva, ne, ali pa ob upokojitvi. To je en segment, kjer lahko v bistvu podjetja planirano, mogoče namesto da imajo rezervacije v denarju, depozitih, jih delajo postopoma v plemenitih kovinah in koristijo tako imenovan cost average efekt, ki ti prinaša dejansko zaradi njih tudi več. Ne. Druga zadeva, ki mi je pa en podjetnik rekel tudi iz lastne izkušnje, pravlej, prišlo je leto 2008, ne. Kriza, jaz sem izgubil brez 50% strank, nisem mi plačali in tako naprej in sem mogel odpustiti 80% ljudi. Sprav odpustiti človeka pomeni je enako strošek odpravnine, ne. In če je podjetje v težavi, kako boš v bistvu dobil denar, ne? Banka ti ne bo dala, ti si že svoje ponavadi, svojega premoženja, tudi vsede v podjetje, no in tudi te rezerve, hipotetične sicer, je dobro mogoče imeti, ne. In ena alternativa, fajn jih je mogoče imeti v plemenitih kovinah, ker če jih ne boš rabil, super, ti je to neka dolgoročna dobra naložba, če jih boš pa rabil, pa veš v bistvu, iz kje boš dobil, pa ne nazadnje je to, ko smo se prej pogovarjali o skladu za jamstvo, ne, je to pol izven bančnega sistema, ne. In tukaj nekako pol narediš en splet, lep tak paket, ker rečeš, ne bomo grozil zaradi tega likvidnosti glavnih projektov, ker to je must be v principu, ne. In tukaj vidim plemenite kovine v podjetjih kot izjemno lepo rešitev. Plus še ena stvar, pred 3 leti je država omogočila tudi nagrajevanje poslovne uspešnosti v naravi. To pomeni, da lahko poleg izplačila v denarju plača ali pa nagradi zaposlenega tudi v zlatu, srebru, in tudi to smo mi že v praksi sprovedali in verjamem, da bo vedno več podjetij se odločalo tudi za delno, bom rekel, tako izplačilo nagrade. In torej, od koliko do koliko zlata je torej mogoče kupiti, ne? Ker ne boš lih vsakemu zaposlenemu verjetno dal unete velike kocke, ki tehta ne vem koliko. Enkrat sem jo probala, pa moram reči, da me je presenetilo, kako je težka.
Torej, od koliko do koliko lahko kupaš, ne? Ja, v bistvu, če gledamo pri izplačilu poslovne uspešnosti, tudi malo še davčne vidike. Ne? Do višine povprečne bruto plače ni potrebno plačati dohodnine. Tako da podjetje se običajno pač v tem segmentu od nič do recimo 2000 in nekaj Podobno kot evrov. zdaj pri regresu, ne? Tako da ja, to je recimo, da si predstavljate približno 1 unča zlata. Ne? To je 31,10 grama. Ploščica, ja. tako, ali pa v srebru, mogoče rečemo okrog 1,5 kilograma srebra. Ne? Tako da različne opcije so, tudi seveda je pomemben, da zaposlen ve, zakaj to dobi, ker zdaj nekateri bi rajš takoj prodali, nekateri bi to res namenili za neko dolgoročnejšo varčevanje. Tudi imeli smo zelo zanimivega gosta, Aleksandra Zadela, ki je govoril o nagrajevanju različnih generacij, ne? In o pomenu denarja različnih generacij. Ne? Seveda, mislim, verjamem, da en bi bistveno rajš imel, ne vem, 0, ne vem koliko bitcoina, drug bi imel pa rajš, ne, Tako da eno v ploščico principu, zlata. ja, ampak recimo spoznanje, ki sem ga jaz skozi ta webinar prišel do njega, je to, da dejansko mlajše generacije ne dajo več nekega podarka na denar, ali pa tudi na premoženje, ne? In se po mojem mnenju še premalo zavedajo, da pol, ko bomo šli pa mi v penzijo, ne, bo pa mogel nekdo pač za tebe poskrbeti, ampak tam na več nobenega, ne, rodnosti ni, otrok ni, fondi za pokojnine Ne, so so velika minimalni, prazni, ne, da če nočeš, bom rekel, glih životart, moraš sam poskrbeti za te stvari. Zato so pa lahko te alternativne naložbe zelo zanimive, ko gledamo na obdobje 10, 20, 30 let. In tukaj pa je velik prostor za vse generacije, ne nazadnje. Mogoče se Nekaj ste hotel dodati, ja. ravno to primer zlata, srebra ali pa recimo bitcoina, ne. Predstavljate si 1,5 kilograma srebra, če sem prav razumel, ne. Nositi okrog, ki ga dobiš decembra na novoletni zabavi. Pa jih tam pusti. Ja, ali pa ne, da Ker ti se nekdo... napijejo. Jaz mislim, da je to zelo dober občutek. Ne, Tako da... se strinjam. In ravno to, ne, nekatere generacije bi z veseljem zlato, srebro, ne, mislim, da mlajši bi pa mogoče raje dobili airdrop v mobilni telefon, neke, ne vem, bitcoin ali pa česarkoli drugega. Samo smo reči, da meni je tako všeč, jaz sicer vodim sklad, ki je vezan na surovine in je sicer vezan na surovinske delnice, ampak še zmeraj vsak me vpraša, je tudi sam pri sebi, recimo, držim 20-30% fizičnega zlata, ker je to pač dejansko izven sistema, ni obdavčeno in zadeva je pač pije vodo, kadar gledaš dolgoročno, mogoče ne toliko na donosu, ampak na temu, da ti zbija volatilnost. Ne. Zdaj, kaj govorim zlato, zaradi tega, ker digitalna sredstva nimajo še takega track recorda, ne, in se morajo mogoče tukaj še dokazati. Mogoče za malo bolj konzervativne je... Ja, ampak bom recimo izpostavil Pax Gold, ne. Pax Gold je kriptotoken, ki ga izdaja popolnoma reguliran izdajatelj v New Yorku, regulira ga lokalni regulator tam. In je 100% backupiran z zlatom, fizičnim zlatom. Ne. Hočem samo povedati, da... Kot je bil včasih zlato z dolarjem, ne, Ja, kar se je vmes potem povedati, da to, kar se... prekinili, ne. Imamo Ja. zdaj, nadaljujemo to ne, zgodbo. ta tokenizacija teh assetov, ne, prihaja do tega, da najprej so bili samo kripto, ne, zdaj so pa že recimo nepremičnine tokenizirane in je blockchain samo tehnologija, ne, in s tem te kripto nativne pa platforme preprosto pri nas lahko tudi zlato kupiš, ne. A kupiš pač token, ki je vezan na zlato in ima skoraj ena na Ampak ena ga pa zadnje moraš 3 imeti v mobilni denarnici, ne. Pa nikoli- Ker določene generacije ne vejo, kaj je mobilna denarnica. Pa nikoli se ne znebiriš tega feelinga, ga res? a oni dejansko to imajo. To pa to res, Ja. ja. No, smo pri tem zaupanju, Ja, ne, pa ja, generacija. To glede na to, da smo imeli kar nekaj afer, Ja. ne, sploh. In zdaj dolge zaporne kazni zaradi tega, Mogoče to na ker so Evropi... goljufali, kaj je izginilo. Ja. V Mogoče končni to... fazi sploh zdaj ob vseh cyber napadih, ne, se ljudje dejansko vprašajo, a to tam je, a to mi lahko nekdo zheka, ali pa kaj ti sem pozabil geslo, to je pa druga opcija, ne. Sem že Mogoče- slišala za primere, ki so rekli, da imajo denarnico, pa ne vejo gesla. Ja, tudi mi imamo take kakšne na support, ampak mogoče bi samo omenil ta zakonodajni okvir, ki se zdaj bistveno spreminja.
S 1.7. letošnjega leta bojo v Evropi regulirani stablecoini, torej izdajatelji stablecoinov. Mi smo že videli z 19. marcem ena največjih svetovnih borz umaknila za evropske vlagatelje, recimo največji stablecoin Tether, in do naslednjih 3 mesecih se bo to še toliko bolj uredilo, zato ker morajo že s 1.7. Slediti evropski direktivi, ne. Mislim, da je marca Ministrstvo za finance dalo v Sloveniji v javno obravnavo prenos evropske direktive v slovensko zakonodajo, kar se tiče kriptovalut, in s 1. januarjem 2025 vsi izdajatelji in vsi finančni posredniki in kdorkoli posluje s kriptom v Evropi bo mogel pač zadostiti tem zakonodajnim okvirom. To pomeni, da na kriptu ni več divjega zahoda v Evropi, vsi tokeni bodo imeli izdajatelje, bodo imeli prospekte, bodo imeli regulirane finančne posrednike od brokerjev do exchangeov in tako naprej, ne. Tako da za naslednjim Nimamo letom pa še davčne zakonodaje na tem področju, pri nas se je pripravila, ostala v jaz bi rekel, predalu. da jo imamo, ampak Ne. predvideva, da je to danes neobdavčeno. Tako ja, davčna Oziroma- stopnja je nič, ne. Ja, tudi tukaj mislim, da ni čisto neobdavčeno, odvisno od aktivnosti, koliko nekdo kupuje, prodaja, če pač nek volumen transakcij preseže neke, ne vem točno, koliko v Sloveniji se smatra že to kot dejavnost, ne. Če delaš to prek podjetja, potem seveda si, če pa delaš kot fizičnjak, pa ne. Mislim, da Bi bi mogel pa registrirati. Mislim, da bi mogel že registrirati in potem že postane Velika dejavnost. večina ne. To ne dela tega. Zato vprašanje za vas, recimo, ne vem, kupiš zlato po 2000, ga prodaš po 2300, tam nekje so zdaj cene. Ali se na to plača davek? A kupiš kot podjetje ali kot fizična oseba? Vseeno, povejmo eno varianto in drugo varianto. Spravi, če kupiš kot fizična oseba, ni davka na dobiček, seveda, če govorimo o robi, ne. Če kupiš kot podjetje, seveda moraš to imeti v svojih knjigah in logično ti to v končnem izračunu pripomore k Višjemu dobičku. dobičku. Tako, ja, tako. Mogoče samo to bi še dodal, vsaj z našega vidika stranke ne kupuje zlata z naslova dobička, ampak res z naslova razpršitve premoženja in pa varnosti in praktično, da grejo ven iz tega bančnega sektorja, ne. Tako da sam bom rekel, donos je posledica praktično. Ne pa prvi. Ja, tudi recimo, ker zdaj je mogoče danes zlato zelo zanimivo za medije, ker se piše pač o njemu zaradi rasti, ampak dejansko generalno na dolgi rok, recimo je zlato v zadnjih 15 letih rastel približno 8%, ne. To se lahko glede na banko sliši super, ne, ampak glede na to, koliko se je pa novega denarja natisnilo zadnjih, 5 največjih centralnih bank, je bila pa ta, bom rekel, stopnja več kot 15% na leto, ne. Se pravi, v bistvu tukaj tudi zlato z tega vidika zaostaja, ne, ali pa srebro. Tako da vedno je stvar perspektive, ne, tudi a je nekaj drago ali ni drago, ali govorimo za nepremičnine, kripto, plemenite kovine. Tako da v osnovi danes mi še vedno ne vidimo, bom rekel, da je zlato ali pa srebro doseglo neke vrhunce, ne, zato ker vemo tudi, da veliko bank je bilo kaznovanih, ker so, bom rekel, manipulirale s ceno zlata in srebra, pa ne navzgor, ne, ampak navzdol. Tudi recimo vemo, JP Morgan banka ima veliko zalog v fizičnem srebru, ne, tako da vsaka stvar ima nek, bom rekel, pomen, ki je danes, ne. Zato je fajn se izobraževati, poslušati različne vidike in pa Zato danes razpršiti. to delamo, da bo mogoče kdo kaj bil, kakšne idejo ga zanimali, se Tako. bo izobrazil in vložil. Mogoče samo navezava, mislim, zaradi tega, ker pač jaz tudi sem zelo bullish na plemenite kovine, mislim, da je to jasno. Ampak hočem reči, dosti vprašanj vedno dobim na temo, kako dela zlato slabo. Zlato je delo slabo med 2011 in 2020, ne. Kaj je bilo pa 2000 do 2010, 2011, to ne pove nobeden, ne. Se pravi, vedno moraš vedeti, mogoče tudi pri teh zadevah, je vezno, kje si v ciklu, ne, kdaj greš noter. Vse isto pri vsaki zadevi. Bitcoin je delal vmes zelo slabo, a ne? Mislim, Zato vprašanje za vas, recimo, rekli smo, ok, podjetja nimajo nekega znanja, take stvari, ampak recimo, zakaj se pa ne odločajo, glede na to, da se ukvarjate s surovinami, mogoče za nakup ali ne,
kakšnih skladov ali indeksa ali česarkoli, ali pa direktno delnic, ki se ukvarjajo z surovinami, ki jih oni rabijo v svoji primarni proizvodnji, kar pomeni, ne vem, jaz zelo dobro vem, kakšna je cena jekla, kako se giblje, kakšne so zaloge, kje je težava, zakaj se dvigne, da je recimo kakao strašen boom, ful se je podražil, vsi bomo imeli dražjo čokolado, recimo, da nekdo rabi kakao za svojo, zakaj ne bi vlagal nekam, kar poznaš v okviru svojega primarnega delovanja, pa greš še malo na kapitalski trg. To se pa navezujem na to, kar sem rekel na začetku, zaradi tega, da ta podjetja so že sama po sebi ciklična in je zelo težko, da bojo oni premajhni so, kar se tiče Slovenije, da bi lahko oni poznali celoten trg, da bi vedeli, kam se bo premaknilo. In verjetno ta podjetja ponavadi bolj, kot da špekulirajo, v bistvu se poskušajo zaščititi. Varovati, ja. In zdaj, če se hočeš ti zaščititi, je navzgor se ne rabiš, navzdol te pa lahko, glede na to, da si geografsko ponavadi omejen, si premajhen, da te lahko potem veš, kaj se dogaja na tvojem trgu, približno se ti sanja, kje druge, ne moreš pa točno vedeti. In tukaj je mogoče, kot sem že prej rekel, obstaja 5-10 podjetij, ki se s tem ukvarja, pa še oni so šli iz tega, da bi, in tukaj sem govoril takrat o tradingu, investiranju, kadar ti varuješ padec, tradaš, ti ne investiraš. In te traderji še oni so šli iz tega, da dejansko imajo proizvodnjo in so vedno bolj pod narekovajem nabavniki, se pravi samo nabavijo in imajo že končnega kupca, kot pa bi sami po sebi špekulirali. Zato špekuliranje je bolj stvar finančnih skladov in tudi tam se toliko ljudi opeče, da tukaj je taka tvegana igra, ki se po mojem neko podjetje preprosto ne želi. Mogoče bi tle delil naše izkušnje. Mi seveda imamo platformo za kriptotrgovanje, ampak dejansko z vidika podjetja smo zelo, bi rekel, konzervativni oziroma naša naloga je pač iz zaslužkov, ki jih delamo iz tega trgovanja, ki jih delajo upravniki naši platformi ali pa investiranja, to pretvorimo v stabilen cash flow, potencialne dividende za lastnike in povečevanje premoženja. Tako da tudi mi sicer imamo mogoče povprečju primerjavi malo bolj agresivno strategijo, ker pač poznamo malo bolj trg kriptovalut od blizu, ampak dejansko mi večinoma svojih investicij pretvorimo pol v zelo varne naložbe. Kot firma, sem pa prepričan, kot posamezniki znotraj podjetja sigurno. Tukaj smo pa zelo različni. Jaz osebno sem zelo konzervativen, naprimer, imam zelo malo v kriptovalutah procentualno gledano. Sem hotel samo to povedati, da ne ta 60-40 portfelji, prej smo se pogovarjali o obveznicah, to je po mojem zelo tako, mogoče tudi zavajajoče, ker ljudje slišijo to pravilo in potem se tega držijo, zares bi bilo pa treba zelo dobro premisliti, kakšen portfelj imeti, glede na vse cilje in tako. Ampak ja, mi recimo v ekonomiju pač večino sredstev, ki jih zaslužimo, pretvorimo v zelo varne in konzervativne naložbe, imamo pa potem neko pač prednost, ker pač tudi naši prihodki so vezani na kripto in potencialno že kar malo samo gre gor, če gre gor. Istočasno pa tudi sami hedžamo preprosto tako, da pretvorimo v zelo varne naložbe. To, kar smo Kaj so torej za vas zelo tradicionalne in varne naložbe? 80% damo v fiat. To pomeni dolar, pound pa evro na evro. To so te stvari, ostalo pa pol razporejamo, imamo neko treasury politiko, pač, ki je sestavljena iz različnih inštrumentov, večinoma pač zaradi enostavnosti našega poslovanja, ker imamo oddelek tudi za trading in investiranje, pač pol to pohendlamo sami. Ampak to je specifično naš, ker smo v tej branži. Če se nekdo ukvarja, ne vem, z transportom, pač tega ne more imeti. To je naša mogoče prednost, ker imamo pač že to v hiši že zaradi same dejavnosti. Pa smo Slovenci, da smo rekli, podjetja nimajo znanja, smo konzervativni, smo varčni. Ne pravim, da nimajo znanja, pravim samo, da ne želijo tvegati s tem. Ampak tudi dejansko nimajo nekega, da bi imeli nekoga, ki je resen trader in bi to zdaj resno. Samo po moje izkušnje so take, ker poznam kar neke industrije, da kot firma se ne trada, vsi posamezniki so pa pod narekovaji insider in zase, kar konkretno tradajo. Vse to. Ampak to pač povlečeš rizik na sebe, tako da znanje je, ampak to znanje je treba povezati bolj s tem. Par firm, mogoče Shell, ta naftna družba, je v letu 2020 so delali minus na biznisu in so dejansko potredali res dosti denarja. Ampak ti moraš pod podjetje imeti res razpršeno vejo, da točno veš, kaj se dogaja. V Sloveniji tega ni, tako da.
Mislim, mogoče bi tole komentiral, ne, da smo privatci, traderji, pol pa. To je mojem povezano malo s tem Forex tradingom. Ne. Vsi so kar neki traderi in danes imaš vsak poseben, mislim, vsak nepoučen vlagatelj si misli, da je zelo dober trader. Ne. Jaz pa glede na naš statistike lahko potrdim, da to ni tako. Večinoma bojo izgubili ali bojo šli tradati Forex ali bojo karkoli šli drugega. Ker preprosto so psihološke igrice, ki se naši možgani grejo tako zapletene, da je zelo težko. Vsi postanejo pohlepni, ki gre gor, vsi so ultra prestrašeni, ki gre dol. Zelo malo posameznikov vidimo na naši platformi je zmoglo ta korak, da so začeli zelo malo, pa prišli do zelo velikih in zajetnih vsot. In to so ponovadi bili tisti, ki so res se temu posvetili. To je job. Ne. Tako da part-time traderji, jaz ne bi dal za upravljati denarja svojega podjetja. Ponavadi je tako, ne. Ljubiteljskemu traderju, ne? Ja, Ampak smo prej rekli, da pač tudi neljubiteljski traderji delajo minus, ker drugače, ne? Tako je. Mislim, In delajo potem res te velike minuse, a ne? Tako da. ampak moje izkušnje so, da kakšni insideri znajo zelo, zelo dobro tradati, ker sem delal tudi v tem, da sem imel v preteklosti v pogledu to, znajo, vejo, za kaj se gre, ampak ne bo šlo pa podjetje s tem špekulirati. Dovolj je ena napaka in gre podjetje pod vodo. Dejstvo je, da veliko ljudi precenjuje, kaj lahko naredi v enem letu, pa podcenjuje, kaj Tako. lahko v 7 letih. Ne? Točno In to je na vseh področjih ali investiranja, ali učenja, ali podjetništva. Ne? Se pravi, tukaj je to. Ne? In tudi, bom rekel, pri zlatu, srebru, absolutno dajmo gledati na dolgi rok, ne? Srednji do dolgi rok. In to je nasvet, ki v principu vedno pije vodo, drugo je pol, kakšne so dejanske situacije, ne, podjetje gre pol v en drug projekt, pa rabi sredstva, ampak špekulirati v podjetju, Vsi smo dolgoročni. zato ni podjetje narejeno, v bistvu podjetje je narejeno za osnovno dejavnost, ki mu Tako je, prinaša največjo tako je. dodano vrednost. Se pravi, prosta sredstva, ki pa ne ve trenutno kam jih dati, očitno jih je zdaj v Sloveniji veliko Nekaj, takih, ja. ne. Je pa dobro razmisliti, na kakšen način, in spet pač največja varnost je razpršitev, pa neko pravo strategijo Ampak z moraš vidika imeti. Ne. podjetja, ne, bom rekel tako, če uprava in management ne ve, kaj z denarjem, ne ve, v smislu, da nima nekih podjetniških idej za ta denar, potem je bož, da to spravi ven, razdeli lastnikom, ne lastniki v tem uživajo, ker ne se pač podjetje drži tega, za kar ima kompetence. Ne. Če pa že ima, pa ima neke srednje ali pa dolgoročne naložbe, pa že počasi postaja, ne vem, postaja malo sklad. Ne. In zaradi tega jaz mislim, da nesmiselno graditi ekipe, ker pol postaješ finančna No, pa se institucija. vedno lahko to outsourcaš, ne rabiš zdaj celo ekipo narediti, pa tam Tako celega je. trading Ampak tukaj smo oddelka. pol pa davčna optimizacija, ne kraje ne bomo splačali dobičkov, bomo držali v podjetju in tako naprej. Verjetno za podjetnike to prije kar prav, potem, če postane pa družba malo večja, je pa pomeni, da morajo imeti neke ideje, ne grejo v širitev dejavnosti, ne grejo v nakupe drugih podjetij. Kaj pa nepremičnine, ki jih imamo Slovenci tako zelo radi, recimo Boscarol, ko je prodal Pipistrel večinski delež in dobil denar, je šel tako v nepremičninske projekte, vendar pa je rekel, da kupuje vedno pod ceno, da ve, da je pod ceno in da ve, seveda, da bo s tem zaslužil. Zdaj je veliko prahu dvignil s tem svojim projektom stanovanjske gradnje, kjer je zelo, zelo natančno zračunal, koliko bo rabo denarja za kvadratni meter in po koliko ga bo potem lahko prodal, pa so ostali investitorji, gradbinci rekli, tole ne bo šlo. Ampak Slovenci imamo zelo radi nepremičnine. Ne? Veliko imamo lastniških nepremičnin, tudi zasebno. Zdaj se tudi skladi ukvarjajo z nepremičninami. Podjetja imajo rada svoje nepremičnine, ne najemajo prav rada. Je to en tak naložbeni... Mislim, jaz gledam samo, zdaj mogoče Slovenija ima malo prekratko dobo, da bi lahko res zdaj rekli, kakšen naložbeni razred so nepremičnine, zaenkrat so se izkazali kot dobro, zdaj če vzamemo tisto obdobje 2008-2014, pa če gledamo recimo v ZDA, so nepremičnine, donosnost je, mislim, kar konkretno nižja, že samo od obveznic, pa če damo za obveznice stran, ker so imele specifično situacijo, recimo delniški trgi so delali nenormalno boljše od nepremičnin. Ne. Pa tudi dosti bolj likvidni so, ampak v Sloveniji je očitno še vedno to nezaupanje kar veliko. Kar je zanimivo, glede na to, da imamo slabo izkušnjo tudi z nepremičninami, ne samo z delnicami. Ne. Tako da jaz mislim, da se bo tukaj moglo malo zamenjati.
In pa tudi, mislim, da nam tujina kaže, kaj se zgodi, ko mogoče kakšni skladi grejo pod vodo, ne, pa kaj ker se v končni zgodi z fazi je bilo nepremičninskim. večkrat rečeno, da so sploh manjše ameriške banke preveč izpostavljene poslovnim nepremičninam, ne? In tudi danes sem prebrala nek podatek, da bo v Nemčiji do leta 2030 19% vseh poslovnih nepremičnin praznih, kar pomeni, da to ostane, ne? To ne samo, da imaš pozitiven donos, imaš v bistvu veliko izgubo. Pri nas se to še ni zgodilo, pri nas se nepremičnine še vedno sploh poslovne gradijo in tudi zelo dobro prodajajo in v tem trenutku tudi cene najema še vedno raste, ampak naš nepremičninski trg je kar mal specifičen glede na velike razvite trge. Ne? Predvsem te poslovne nepremičnine, trenutno ta trg nekako v Združenih državah Amerike stoji, to samo moje mnenje, zaradi tega, ker je to private equity. Zaradi tega, ker dejansko investitorji sploh ne vejo, kakšna je vrednost. Ko bo enkrat prišlo, če pride do likvidacije tega, potem se bo, takrat se odpre Pandorina skrinjica. In to je zdaj ta problem. Dokler ti držiš vse skupaj, to je, mislim, jaz vedno govorim, ko se pogovarjamo s kakšnimi drugimi, tistimi, ki je private equity, to je zasebni kapital, ki vrednoti pač zadevo po svoje. Se pravi, ne glede on ne ve, kakšna je cena na trgu, on vrednoti po svoje. Medtem ko na borzi je cena konkretna in vsi tisti, ki so v private equity, so vsi zdaj super. Mogoče razlikovati te office space, to poslovne nepremičnine od stanovanjskih nepremičnin. Jaz imam tako malo še sam pri sebi razdvojen pogled na to za Slovence, da smo tle v kontekstu. Na nek način se mi zdi zelo, zelo dobro. Ne? To je neka vrsta socialni korektiv za našo državo, oziroma za prebivalskega vidika. Ne? Z vidika investiranja pa so se tudi na dolgi rok ravno stanovanjske nepremičnine izkazale za neke vrste zavarovanje proti monetarni inflaciji. Ne? Drugo so pač pisarne in ostale stvari. Ne? In glede na politika upravljanja prostora, hitrost gradnje v Sloveniji, je tlele kvečemu, po mojem, ni tako slabo. Mogoče jaz, ko prihajam iz blockchain tehnologije, bi rekel, da bi lahko naredili bi lahko tokenizirali en slovensko cego, pa bi bil to zidak. In bi bil pač en token in bi lahko vsak Slovenc investiral, da bi bilo še lažje ga kupiti pa prodati, ker danes si že težko privoščijo nekateri ljudje svojo nepremičnino. Je pa to Absolutno. Neka prednost v primerjavi z zahodnim svetom, po mojem, znižati stroške. Je pa res, da to ni najbolj donosna stvar, ampak spet, s kakšnim namenom kupuješ. Kaj, in kakšno vlogo mu daš v portfelju. Jaz imam svoje mnenje, ker dokler je stvar privatnega kapitala, ko ne vidiš, je to lahko super in vse realne vrednosti se lahko potem vidiš šele, kadar pride težava. Takrat je zadeva nelikvidna in imaš problem. S tem se popolnoma strinjam. Jaz bi mogoče tako rekel, večina ljudi gleda res vse kratkoročno. Dajmo malo makro pogledati. Ne vem, makro je pa zadeva taka. V Ameriki, če gledamo javni dolg, kakšen je? 34 000 milijard. Čez 10 let bo 54 000 milijard. To so napovedi, ki ponavadi niso točne, smo pregotovili, in ta dolg je ponavadi višji, kot je napovedan. Nikoli ni bil nižji. Vsako leto nekaj se pogaja, oziroma celo večkrat na leto, ker jim zmanjka denarja sploh za delovanje njihove države. Druga še bolj zanimiva zgodba je, se pravi, v teh 10 letih bojo plačali samo za obresti, za zmanjševanje dolga 12 000 milijard. Že zdaj plačajo 1000 milijard in to je, mislim, da njihova druga največja postavka v proračunu. Halo, kam bomo šli? A bo tukaj kdaj konc te zgodbe? Ali bo se samo napihval? Vemo pa, da v bistvu napihvati se pa ne more v neskončnost. Dokler se denar tiska in dokler je zaupanja v denar. In v bistvu tukaj pa zdaj zelo pomemben moment. Do zdaj nekako je bil svet globaliziran. Zdaj se je pa v bistvu deglobaliziral ali pa polariziral. In recimo BRICS države imajo bistveno nižji nivo javnega dolga od zahodnih držav. In tukaj bo gotovo eno veliko rivalstvo ratalo in jaz osebno ne vidim dobre zgodbe za Zahod glede stabilnosti denarja in pa inflacije. In danes centralne banke niso v dobri vlogi. Jaz ne bi bil rad centralni bankir, čeprav vem, da lahko printam denarja, kakor ga hočem. Ampak vemo, kako je bilo v Jugoslaviji, v bistvu, ker se je printal denar, pa so bili zadolženi. Sam še nule stran rezala, je bilo preveč. Pa vsi pravijo, to se na Zahodu ne more zgoditi. Ampak Avstrija je bankrotirala v zadnjih 200 letih šestkrat, če se namotam. Argentina je bankrot države, čist nekaj normalnega. So verjetno nehali šteti.
ko Pa zabankrotirali. politiki gledajo samo za 4 leta naprej, ne gledajo v bistvu Če to za, ne. za, bom rekel, ljudi, kaj bo čez 20 let. In tukaj je pa ta razlika v razmišljanju in to ni dobro za nas. In mi na to politiko ne moramo vplivati in moramo res, ali gledamo skozi podjetje, ali pa skozi sebe kot posameznika, kako se pred temi riziki zaščititi, ker mi vsi štirje bomo te rizike doživeli, ne? In problem je unih, ne vem, 6 mesecev, ne, kako boš se pol nav problema, pol bo nek padl, pa bo šlo spet gor, ne, ker cikli so in bojo. In tukaj se mi zdi, da na worst case scenarij se pa noben noče pripraviti, ne, ali pa si zatiskamo oči pred tem. Prišli pa bojo, ne. Mislim, na dolgi rok so do zdaj vsi, razen Japoncov, ki so prišli šele zdaj po 30 ali 40 letih nazaj na nivoje, ne. Nekaj, ne. Drugače, če si pogledal na dolgi rok, ne, kljub nihanju si bil vedno, samo Japonci so rabili res dolg časa, da so prišli nazaj. Mogoče samo navezava, da se nihče ne pripravlja, kar se tiče centralnih bank, smo lahko videli eno zanimivo stvar, ki se je zgodila, da je recimo ne samo Kitajska, ko se govori, da so trgi v razvoju, da nakupujejo recimo zlato, če smo že recimo pri zlatu. Drugi največji nakupnik 2023 je bila Poljska. Poljska je v Evropski uniji. Zakaj? Zaradi tega, ker imajo svojo valuto in jo pač morajo braniti. In oni se pripravljajo. Češka se pripravlja. Znotraj Evropske unije imamo države, ki imajo svoje valute, ki se pripravljajo. Mi se ne pripravljamo zaradi tega, ker je verjetno navodilo, da se ne pripravljamo. Ne? Vsi drugi se pa morajo, nekateri se pa morajo na to. Mogoče še informacija, da je pač, mislim, da med top 25 največjih kupcev ameriških treasuryjev lansko leto bil izdajatelj stablecoina, ne, Tether, ki je kupil več ameriških obveznic, kot je kupila recimo Nemčija, za primerjavo, ne, lanskem letu. Tako da tukaj se stvari Če se ne moti, imajo tudi Kitajci, ne, večino njihovega javnega dolga. Ampak Kitajci znižujejo izpostavljanje v Rusi Ameriki. so se rešili, ne. Ampak je to tudi neka politična igra, ne? Če imaš velik delež dolga določene države, ki je hkrati tvoj ne trgovinski partner, ampak No, če smo že pri tem, borec, ne? Potem lahko tudi na ta način. če smo pri tem worst case scenariju, ne, tlele pač imajo ta nepremičnine svojo vrednost, ne, in logo v portfelju pač imajo določeno uporabno vrednost, ne. Tudi če gre zelo slabo, lahko imaš pisarne noter in lahko v njih prebivaš, ne. Česar ne tisto kilogram pa pol srebra ali pa Bitcoin ne more zagotoviti, ne. Se pravi, zaradi tega se mi zdi zelo pomembno, zelo jasne cilji, ročnosti in vsaka naložba ali pa naložbeni razred ima v tem portfelju svoje mesto, ne. In kot smo rekli, ne gledati samo eno leto naprej, ampak Tako. tudi kakšno se. Ravno ta teden so objavili sklad Advance Capital Partners, da so zbrali 170 milijonov od 50 različnih vlagateljev, tudi menda zasebnih, 30 milijonov mislijo še zbrati, menda imajo cilj 12 približno naložb v regiji Adria. To je, rekli smo, podjetja očitno zelo nerada vlagajo. Kdo so torej teh 50 naložbenikov, ki je dal telih 170 milijonov? So to zelo poučeni vlagatelji, dejansko neki finančni investitorji, ker nek ta podjetniški oziroma segment očitno ne sodeluje v takih stvarih. Jaz ne poznam zgodbe, tako da ne bom komentiral, tako da prepustim mogoče kolegom, če imajo oni kaj več informacij. Tem konkretno tudi jaz ne poznam. No. Mogoče ena paralela ali pa sporednica, ki smo že toliko prej govorili od Bitcoinu, ne, kaj pa je recimo Ether, ne, Ethereum, ne. Ethereum je na njega lahko gledamo tudi kot neke vrste indeks enega dela vseh teh kripto startupov ali pa podjetij, ki se v tem laboratorijskem okolju dogaja, no, zato ker Ethereum ima recimo finančne rezultate, ki so večji od države Avstrija, ne, in če Bitcoin velja nekako za nek commodity, torej bolj podoben surovinam, lahko na Ethereum gledamo kot na neke vrste nek indeks S&P, tipo najboljših 500 podjetij, ne. Tako da tudi to način, kako lahko diversificiraš naložbo, ne? Ker če bo enim od teh blockchain startupov uspela neka globalna zgodba v 20 letih, tipa Google ali pa podobno, bo že zaradi tega cel ta ekosistem veliko vreden, ne? O tem konkretno pa ne poznam, v kaj bo oni investirali. Ne, predvsem me je zanimalo, če bi kdo hotel špekulirati, kdo je torej vložil ta denar, ne? Glede na to smo zdaj ugotavljali, da zelo
rajš imamo na banki tudi podjetje in tako. In ker ste ravno rekli startupi, zakaj pa se vam zdi, da mogoče slovenska podjetja večkrat ne vlagajo tudi v startupe, mogoče take, ki so del njihove dejavnosti, ki so ali horizontalno ali vertikalno nekako povezanih, recimo vsaj nekaj poznajo, to lahko vložiš nek manjši denar za podjetje, recimo 50 tisoč, 100 tisoč, kar za nekoga, ki ima par milijonov na banki ponula, ni veliko, a ne? Seveda, lahko izgubiš, lahko pa iz tega narediš izjemen donos, sploh če se vržeš v panogo, ki jo vsaj delno poznaš, komplementarno nekaj, recimo, da imaš več nekega znanja in ne rabiš imeti zdaj cel oddelek traderjev, da to, ampak pač vidiš poslovni načrt kot podjetnik, podjetje ga znaš oceniti, ne. Pri nas se velikokrat startupi pritožujejo, da ni pač investitorjev, da sploh ni investitorjev panožnih, ne, da če že so neki skladi in podobno. Je premalo tega tveganja mogoče pri nas, ne, Boscaroli je zdaj šel v par startupov, ne, on je tak primer, recimo, ki je to zdaj zelo razpršil in šel v popolnoma nove dejavnosti, ne. Pa Tegel mi je enkrat rekel, jaz pa delam samo tisto, kar res vem, ne. Ne poskušam iti zdaj v meso vzgojeno v laboratoriju, recimo, ne. Je premalo tega nekega tveganja in neke te startupovske podjetniške iniciative, da bi tudi podjetniki, ki so naredili svojo zgodbo, imajo svoje podjetje, ne, pa predsedniki uprav, na ta način spodbujali tudi nek razvoj, konkurenčnost in dvig dodane vrednosti, dvig produktivnosti. V končni fazi gre startupi, naj bi bili nek vlečni konj, ne? Neke stare industrijske proizvode. Jaz bi kar malo tudi naravno povedal, da ne. Jaz mislim, da bil sem najprej iz moje izkušnje, sem bil na strani startupa, kjer smo prejeli investicijo strani Samsung Ventures Europe, tier 1 vlagatelj v Londonu. Bil sem na drugi strani, ker sem bil tudi v velikih podjetjih, korporacijah za slovenske razmere, kjer so se šle tega notranjega inoviranja in sem videl, kako so se tisti projekti odvijali, razvijali in tudi končali, neslavno večinoma. In videl sem tudi podjetnike, ki pridejo do mladih timov, ki imajo velike ideje in ambicije in kako jih lahko z neko svojo podjetniško mentaliteto speljejo na kriva pota, no. Jaz mislim, da za inoviranje mora poskrbeti horizontalna država z davčnimi politikami, kadrovskimi politikami in drugimi stvarmi. Svoboda podjetniška, Slovenci smo inovativni, iznajdljivi, vzdržljivi, tudi zelo prodorni, bi rekel jaz, se bo pa samo zgodilo, ne. Tako da obstajajo tudi ravno to, kar si prej omenila, ne, pač če nek podjetnik misli, da ima preveč denarja in bi se rad šel VC-ja, pač ali ne gre in vloži v nek resen VC, ki ima tam partnerje, ki se s tem ukvarjajo, ali pa ne ostane v svoji dejavnosti, ki jo pozna. Jaz sem videl velike korporacije slovenske, ki so klavrno zaključili vse svoje inovacijske projekte. Torej, to ni naloga ne podjetij. Posebno sem prepričan, da mora podjetje pač, če že narediti preskoke z akvizicijo, zato ker ni problem denar, ne, problem so ljudje, znanje, poznavanje industrije in ko kupiš podjetje, ki je že dokazalo se na trgu, pomeni, da kupiš ekipo, ki to zna narediti. Okay, vprašanje za vse tri, da končamo tam, ker smo začeli, torej rekli smo manj kreditov od depozitov, predvsem pa bistveno kreditov, kot jih je bilo na tisti neslavni točki med letoma 2008 in 2010, ko so imela podjetja več kot 20 milijard kreditov, vendar pa je šlo v veliki meri za neke podjetniške kredite, kar pomeni, da niso dodali neke vrednosti, ampak je šlo za notranje odkupe. Je torej ta, da se očitno, ker ni veliko kreditov, pa hkrati veliko depozitov, da se ne vlaga veliko v modernizacijo, v robotizacijo, v raziskave, v razvoj, lahko problem za nas čez 5, 10, 15 let, ne govorimo samo o enem letu, ker očitno ni idej, ni jasne strategije, jasnega cilja. Ne? Včasih je kredit, če ti veš, kaj boš z njim naredil, lahko najboljša stvar, ki se ti je zgodila. Torej, a nas mora skrbeti to, da je malo kreditov, predvsem pa veliko depozitov? Jaz mislim, da ni to samo stvar Slovenije, mislim, da se to dogaja po celotnem zahodnem svetu, tudi
Mislim, da imajo ameriške korporacije zdaj trenutno res konkretno dosti denarja, s katerim ne vejo prav točno, kaj narediti. Mislim, da že po neki logičnem razmisleku bi se dalo reči, da ja, itak, da bi mogel biti to problem. Zdaj, ali bo je pa nekaj, kar bo treba preveriti. Se mi pa zdi, da bo treba zaradi take situacije, mogoče tudi podjetja bo začela razmišljati, kako neke druge načini ustvarjanja prihodkov, in tukaj bo pač treba začeti delati tudi neke investicijske plane, možno varčevalne plane, ali pa na ta način mogoče obiti to, da ni nekih idej, da ni nekega plana za naprej. Mogoče pa to zdaj samo ena taka tampon cona, recimo, momentalna, ne? Ker nazadnje stroški kreditov grejo zgor, zakaj bi se dodatno kreditiral v principu, ker to pomeni, da moraš imeti tudi na drugi strani investicijo, ki je ful bolj donosna, kot če so obrestne mere nizke, ne? Logično. Na drugi strani si pa mogoče delajo določene rezerve za to, da bojo nekaj sfinancirali večjega, tako da ni nujno, da zdaj nimajo idej, ampak da so pač na takem nivoju, ker rabijo še več sredstev in enostavno imajo denar na rezervi, ne. Težko biti pameten v bistvu, no. Še vi rekli ste, Slovenija ima ideje, ima potrpežljivost, ima znanje. Mogoče bom eno idejo konkretno iz Združenega kraljestva gor, ima vsak posameznik, ki ima presežna sredstva, možnost vložiti 20,000 evrov na leto in teh 20,000 evrov mu zmanjša dohodninsko osnovo, če seveda ta sredstva vloži v sklade oziroma start-up podjetja. To bi bil tak horizontalni ukrep države, kjer bi se kar veliko tega denarja lahko sprostilo in tako brez posrednikov, brez nekih nepotrebnih fijev vložilo v slovensko znanje, ideje in ljudi. Še en dodatek sem mislila? Ne, mislim, jaz edino, kar mislim, mogoče se tudi ta način v bistvu držanja sredstva, mogoče tudi ta priprava pred čim slabim, kar se straši že kar nekaj časa, ne. Spravi, imamo že zdaj 2 leti, ko se vsi pripravljajo, ne, da predvsem iz podjetniških vod zadnji 2 leti, oziroma zdaj mogoče malo manj, ampak mogoče kakšno leto nazaj so bili vsi izjemno negativni. Vsi so čakali, oni so bili, ne pravim, da so pričakovani, oni so bili 100%, da se bo ta recesija zgodila. In zaradi tega se potem tudi to planiranje za naprej se je zaustavilo in so vsi nekako pripravljali na to katastrofo, ki se bo zgodila, ki pa nekako ne pride. In vprašanje je, kaj... Glede na to, da se nam je od začetka leta 2020 zgodilo vse, kar smo si verjetno mislili, da se nam nikoli v našem življenju ne bo zgodilo, od pandemije, od vojn, ki so fizične vojne, pa smo mislili, da jih nikoli več ne bomo videli, do vsakeč rečemo 100-letne poplave, pa ugotovimo, da so 2-letne poplave, pa suše, požari in podobno. Jaz upam, da se nam nič več dodatnega ne bo zgodilo, ker je toliko slabega na kupu. Jaz sam upam, da ne pomeni še večje katastrofe, ampak da pomeni, da smo približno na dnu in da gremo zdaj pa mogoče z odbojem gor in končno v neke boljše čase, čeprav relativno, ne, če gledamo statistiko in trge, to je na pol euforija, ne, samo optimizem, ne. Jaz sem delal eno prezentacijo, v bistvu Slovenija, se pravi od leta 91 sem, ne, je bilo več kot 50 izjemnih dogodkov, ki se je dotaknili tudi Slovenije. Se pravi, to je več kaj na let. Tako da mi smo lahko zelo naivni, če mislimo, da bo v naslednjih letih bolj mirno. Ne bo pa mirno. Ne bo, ne. Tako da prej, ko bomo to miselnost dojeli, da pač sprememba je nekaj normalnega, oziroma to je edina stalnica, lažje bomo živeli. Seveda to lahko si zatiskamo oči, da bo bolj mirno, ne bo, ne. Če pa bo, pa hvala Bogu, mogoče bolj že tako gledamo. Da smo veseli, da pričakujemo, pričakuješ najslabše, upaj na najboljše, ne. Verjamem pa, da tako, kot je Peter rekel, Slovenci so inovativni, znajdli so se takrat, ko je bila kriza, tudi smo baje narod, ko je res kriza, si znamo najbolj pomagati, ko pa ni krize, pa najmanj, ne. Mogoče mi celo rabimo krizo. Ja, mogoče, ne. Za kakšne dobre projekte in ideje. Po moje pomembno se zavedati, da moramo res delati na samozadostnosti, ne. In kot posamezniki, in kot, ne vem, občine, kot mesta, kot regije in kot država. In to pa pomeni tudi čim manj se zadolževati, ker če si pri enemu zadolžen, te bo takole malo, bom rekel, in mogoče podjetja gledajo tudi na ta način, ne. Želijo biti dejansko čim bolj samozadostna, tudi v tem finančnem vidiku. In po
mojem mnenju pod črto, da se nam bo to v bistvu dobro sešlo v Sloveniji. Torej, da zaključimo z dobrimi mislimi, s pozitivnimi, Tako. torej vzamemo, da ta podatek o depozitih in kreditih ni slab, Tako. da v bistvu je to priprava na nekaj res dobrega. A ne? Tako da hvala lepa vsem trem za vaš čas, za vaše misli, ideje. Upajmo, da bo kakšno podjetje morda vseeno več se odločilo za tako ali drugačno investiranje, malo spodbudilo slovenski kapitalski trg, se mu pridružilo, da bo tudi Ljubljanska borza nekoliko bolj likvidna, ne samo donosna, a ne? In da bomo se tudi vsi nekaj iz tega naučili. Tako da še enkrat hvala. Hvala za povabilo. Ja, hvala. To je bil še en podcast SBC Aktualno, tokrat na temo vlaganja oziroma investiranja. Nekaj nasvetov, morda kakšen pravilen tudi za vas, tako da vabljeni k ogledu, poslušanju ter seveda srečno do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.